Na ministrstvu pripravljajo pogodbo za sofinanciranje Suhokranjskega vodovoda. Žičnate ograje ob Kolpi ne bo več. Razglasili najboljše zaposlovalce v letu 2015. Lepo pozdravljeni. Z občine Žužemberk so danes sporočili, da so z Ministrstva za okolje in prostor prejeli sklep o sofinanciranju projekta oskrba s pitno vodo Suhe krajine. Takoj, ko bodo izvajalci predložili bančne garancije, naj bi ministrstvo pripravilo pogodbo o sofinanciranju. Podpis pogodbe pričakujejo najpozneje v 3 tednih. V projekt so poleg žužemberške občine kot nosilke vključene še občine Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Dobre Polje in Kočevje. Naložba je vredna slabih 29 milijonov evrov, pri čemer je delež evropskega sofinanciranja 85%. V sklopu prve faze projekta so se v žužemberški občini lotili urejanja vodovodnega sistema z Vinkovega Vrha do Mačkovca. Zgradili so tudi črpališče z ustrezno elektrifikacijo. V topliški občini pa so umestili vodovodno cev med Malim in Velikim Rigljem ter Bušincem, ki je doslej tekla po vrhu. Žičnate ograje ob Kolpi, ki jo je vojska na belokranjskem delu v glavnem odstranila že januarja, ne bo več, je na včerajšnji seji občinskega sveta Črnomelj zagotovil Anton Štublar, vodja oddelka za državno mejo in tujce na policijski upravi Novo mesto. Nadomestili jo bodo z veliko bolj prijazno panelno ograjo. 4500 metrov so jo že postavili, z delom pa bodo še nadaljevali. Vendar ne na čisto vseh odsekih, predvsem na tistih, kjer mi ocenjujemo, da iz varnostnih razlogov oziroma na podlagi analize rizika ugotavljamo, da je potrebno na teh odsekih zavarovati državno mejo s panelno ograjo. Kmalu bodo na ograjo namestili tudi vrata, ki pa jih zaenkrat ne bodo zaklepali. Ja, tako je. Trenutno ne bomo zaklepali vrat v panelni ograji, že zaradi tega, ker smo vse skozi prisotni ob državni meji z skupnimi patruljami in pa seveda zaenkrat ne beležimo povečanih ilegalnih migracij na državni meji. Mislim pa, da je to izredno velik napredek, če lahko tem rečemo napredek, da se je žičnata ograja spreminja oziroma se jo nadomešča s panelno ograjo, ki je v vsakem primeru varnejša, izglednejša. In veliko manj moteča za turizem, pravi občinska svetnica Tončka Jankovič, ki se že leta ukvarja s turizmom ob Kolpi. Ograja nas je sicer prestrašila, pravi, vendar. Ta ograja tako stoji, da pravzaprav v naravi ni moteča, prej bi rekli, da pravzaprav morda je celo potrebna. In če slučajno bi do česa prišlo, česar si seveda ne želimo in upamo, da tega ne bo, pa nekako imamo eno varovalko, da pravzaprav se ta vrata lahko zaprejo. Na območju Bele krajine so sicer v minulih mesecih zabeležili le nekaj ilegalnih prestopov državne meje, pravi Štublar, vendar nevarnost nenadzorovanega vstopa v Evropsko unijo še obstoja. Zato naj bi imela ograja predvsem preventivni učinek. Sicer pa so črnomaljski svetniki na včerajšnji skoraj 6 ur trajajoči seji obravnavali 22 točk dnevnega reda. Med drugim tudi letno poročilo in plan poslovanja javnega zavoda RIC Bela krajina, na katerega sta imela veliko pripomb in vprašanj le opozicijska svetnika Boris Grabrijan in Maja Kocjan, ki je med drugim vprašala. Koliko turistov je RIC pripeljal v Belo krajino? Koliko je bilo nočnin v Beli krajini, posebej v občini Črnomelj? Koliko je bilo plačanih turističnih taks z tega vidika? Koliko je tujih investitorjev pripeljal v Belo krajino? Konkretnih odgovorov na ta vprašanja pa Kocjanova ni dobila. Na področju turizma moramo nujno izboljšati ponudbo za individualne goste, pravi direktorica. Mi moramo prepričati ponudnike, da se odprejo za individualne goste. Danes so večina ponudnikov odprta za skupine vnaprej napovedane. Avtobusnega turizma pa skoraj da ni več, pravi Črnič in dodaja, da so si v skladu z njihovimi prednostnimi načrti prizadevali privabiti v Belo krajino tuje investitorje, vendar brezuspešno. Še 2 investitorji so aktivni, ampak to je odvisno od direktno je vezano na to, ali bojo pridobili nepovratna sredstva iz naslova Pokolpja. Brez nepovratnih sredstev tudi nimajo razloga, da bi investirali žal trenutno v Belo krajino.
So pa občinski svetniki soglasno sprejeli pravilnik o postopku sprejema v članstvo v podjetniški inkubator Bele krajine, ki ga pripravlja RIC. Že danes so objavili razpis za prijave, ki bo odprt verjetno do 1. aprila. Po tem 1. aprilu bo v roku 7 dneh komisija odločila, kdo je sprejet v podjetniški inkubator, tako da okrog 10. aprila bo že možno zaštartati. Ob koncu seje pa je županja svetnike seznanila še s priznanjem, plaketo Zlati kamen, ki so jo prejeli minulo sredo. Občina Črnomelj se je kot edina iz jugovzhodne regije uvrstila med finaliste tega projekta. Moram reči, da mi je bilo to veliko čast in da zelo visoko kotiramo in so to opazili, bom rekla, zunanje inštitucije, da so nas tudi nominirali za med finaliste, med 12 občin, od 212 občin za najbolj prodorno občino 2016. Včeraj pa so razglasili najboljše zaposlovalce v okviru Zlate niti, projekta, ki ga že 9 let pripravlja časopisna hiša Dnevnik. Tokrat je sodelovalo 82 podjetij, med najboljšimi zaposlovalci pa je tudi novomeška Adria Mobil. Družbe iz naše regije so v minulih letih že pustile močan pečat na področju zaposlovanja in kadrovanja. Saj sta tako Krka kot Adria Mobil že bili zmagovalki. Za uspeh podjetja so ljudje ključni, potrdi prva dama Adria Mobil, letošnji finalist v kategoriji velika podjetja. Zato izbor najboljšega zaposlovalca ocenjuje kot kvaliteto. Zavedamo se, da so zaposleni največji kapital in zato tudi podjetje skrbi, da zagotovimo delavcem, zaposlenim najboljše možne pogoje v danih seveda razmerah. 21 finalistov tokratnega izbora je bilo izbranih na temelju ocene kakovosti odnosa med zaposlenimi in podjetjem, v katerem delajo. Zaposleni so odgovore podali v obliki ankete. Zlata nit evidentno daje pečat temu, da vsi skupaj napredujemo, tako ljudje kot tudi organizacije. V kategoriji velikih zaposlovalcev je zmagala Droga Kolinska, v kategoriji srednje velikih Kosilab in v kategoriji malih podjetij Tuval. In zakaj se podjetja že 9. leto zapored odločajo preveriti, kakšen je odnos na relaciji zaposleni-podjetje? Namreč zadovoljni ljudje so tisti, ki bodo sproščeni, ki bodo imeli kreativne ideje, te ideje pretvorili preko neke inovacije tudi v kakšen produkt in storitev. Potem ni razloga, da se ne bi postavil pred ogledalo in vprašal, kje si. In prav to je eden glavnih razlogov, da od vsega začetka pri preverjanju kakovosti delovnih mest sodeluje tudi podjetje Elves iz Višnje Gore. To je nam nekako usmeritev, da vidimo, na katerih, bomo rekli, področjih znotraj samega kadrovanja ali človeških virov smo mogoče bolj ali manj uspešni. V 9 letih izbora Zlata nit je sodelovalo 327 podjetij, 8 pa jih sodeluje neprekinjeno od prvega izbora. V javnosti odmeva vest o smrti 64-letne bolnice iz Straže, ki je po prvem moževem klicu na 112 niso hospitalizirali. Do tega je prišlo šele po drugem klicu 2 dni pozneje, v nedeljo 13. marca, a je na žalost v ponedeljek 14. marca zaradi sepse umrla v novomeški bolnišnici. Po pojasnila smo se odpravili v novomeški zdravstveni dom, ki je v tem primeru odločal o nujni pomoči na terenu. Po prvem klicu je bolnica na pomoč čakala dobre 3, po drugem pa slabe 3 ure, pojasnjuje direktorica Alenka Simonič. V obeh primerih je bila ekipa že na terenu in hkrati je dispečer v obeh dneh, oba dneva je bila ekipa, ko je sprejemal klic na terenu in glede na stopnjo nujnosti različnih klicov se je pač mogel opredeliti do klica in ta klic oziroma ta obisk opredelil kot hišni obisk. In ne kot nujen urgentni obisk, čeprav naj bi mož ob drugem klicu opozoril na zelo slabo zdravstveno stanje žene. Zdravnica je pri drugem obisku na domu odredila hospitalizacijo. Bi bil razplet drugačen, če bi se to zgodilo že prvič? Težko ocenjujem, pravi Simoničeva. Vsekakor pa lahko, glede na končno diagnozo, ki je bila postavljena, mislim, da na obdukciji, komentiram, da je stanje sepse na terenu z stetoskopom in brez ostalih diagnostičnih možnosti
težko prepoznati. Direktorica zdravstvenega doma poudarja, da so se v zdravstvenem domu odzvali tako, kot bi se morali, in opozorila, da imajo za nujne primere za vse svoje območje na voljo le eno reševalno ekipo. V trenutku, ko imaš kratno intervencijo, in to ni tako malo krat, bi seveda potrebovali več ekip. Ni pa to vsak dan, ni to ves čas. V zdravstvenem domu so takoj po omenjenem dogodku razpoložljive podatke in posnetke preverili. Uvedli bodo še interni strokovni nadzor, da bi ugotovili, ali je postopek potekal pravilno. V primeru nepravilnosti v zvezi z delovanjem bolnišnice ali organizacijo službe nujne medicinske pomoči v okviru zdravstvenega doma bodo na zdravstvenem ministrstvu odredili izredni upravni nadzor ali izredni nadzor nad izvajanjem službe nujne medicinske pomoči. Občina Krško s pomočjo prostovoljcev v različnih društvih že vrsto let organizira spomladansko čiščenje okolja in tako bo tudi letos. Najkasneje do 20. aprila zbirajo prijave organizatorjev, da bodo lahko zagotovili zadosti posod in odvoz odpadkov. Akcija je namenjena odstranjevanju odpadkov iz narave, ne pa čiščenju podstrešij ali kleti, saj imajo za ta namen občani možnost enkrat letno oddati kubični meter odpadkov brez dodatnega plačila storitve. Za predvideno organizacijo očiščenja okolja je treba obvestiti oddelek za okolje in prostor na krški občini. Občina Krško bo zagotovila kontejnerje za odvoz odpadkov, potem zagotovila bo ravnanje s temi odpadki, to pomeni odvoz odpadkov do centra za ravnanje z odpadki in pa potem odlaganje ostanka teh odpadkov. Od pred leti izpeljane vseslovenske akcije Očistimo Slovenijo se je odnos ljudi do okolja spremenil na bolje, ugotavlja Anžiček. V letu 2014 je občina Krško naredila s podjetjem Kostak popis divjih odlagališč na območju občine Krško in ugotavljamo, da se stanje izboljšuje. Tako da glede tega nisem pesimist in menim, da s temi dodatnimi akcijami mi vsako leto stanje izboljšujemo. Za temi izboljšavami tiči ogromno prostovoljnega dela odgovornih posameznikov. Občina Krško je objavila javni natečaj za najprostovoljca v letu 2015. Predloge občanov sprejemajo do 5. aprila prek spletne prijavnice ali po pošti. Odkar so se programu Evropa za državljane pridružile Bosna in Hercegovina, Črna Gora in Srbija, so se razširile možnosti za sodelovanje med mesti v Evropski uniji in na Balkanu v smeri širitve unije. V sklopu projekta Stavimo na Evropo je 19 partnerjev iz 12 držav, med njimi tudi mestna občina Novo mesto. Lani so vzpostavili mrežo za izmenjavo, razpravo in delovanje v smeri prihodnosti Evrope pod geslom Združeni v različnosti. Dopoldne pa je v Rotovžu potekal sklepni posvet o možnostih financiranja, o zaveščanju o zadevah Evropske unije, širitvenem procesu ter vlogi lokalnih oblasti in državljanov pri oblikovanju prihodnosti EU-ja. Evropski poslanec Desus Ivo Vajgl je poudaril, da EU ne bo razpadla, kot nekateri prerokujejo, se bo pa spreminjala. Nedvomno je, da bo privlačnost Evropske unije za tiste države, ki niso članice, ostala visoka prioriteta. In mislim, da je prav, da se Slovenci zanimamo in podpiramo tiste države v naši soseščini, ki še niso članice, da bi postale. Izzivi občin so povezani z evropsko politiko in pravili in v tem smislu izvajajo tudi svoje dejavnosti, je poudaril novomeški župan. A občine niso najboljši sogovornik z Evropsko unijo. Manjkajo namreč regije kot vezna nit z Brusljem. Imamo regijske izzive, imamo regijske projekte in dejansko se večkrat tudi v Sloveniji oglasimo s to pobudo, s tem predlogom, da moramo na tem nekaj narediti. Projekt Stavimo na Evropsko unijo se je začel pred 2 letoma in se končuje prihodnji mesec. Z njim so želeli doseči večjo osveščenost občanov in vključevanje občanov v različne politike Evropske unije in razumevanje oziroma spoznavanje vseh prizadevanj in ukrepov za vključevanje novih članic v Evropsko unijo. V sklopu projekta so pripravili 3 mednarodne dogodke na temo evropske integracije. Preden se poslovimo, vam želimo mirne praznike, v nedeljo pa ne pozabite prestaviti ure. Hvala, da ste bili z nami in lahko noč.